Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ste vedeli, da mačke predajo? Ja, na frekvenci od 20 do 140 Hz, ki ima za človeka mnoge zdravilne učinke. No, tale maca tukaj pa, mislim seveda s tem napravo Zapr Pro, pa prede v praktično katerikoli frekvenci želite in s tem deluje na specifične težave človeka. Imate recimo žolčne kamne, mala malca, slab imunski sistem, korono, ciste. V knjižici, ja, ki ni več knjižica, ne v prvi oddaji je to bila knjižica, danes je pa torej konkretni, torej dve knjigi, so opisani torej seznami in seznami bolezenskih stanj, zraven pa neke številke, sklepam, da seveda so to frekvence. Kaj točno pomenijo in kako jih lahko sprogramiramo v Zapr Pro, jih moramo pretvoriti v kakšne druge enote, oziroma kaj naj z njimi dejansko sploh počnemo, bo povedal Marko Črnivec, torej svobodni raziskovalec, ki je danes v moji družbi. Marko, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Torej, jaz sem zdaj videl mašinerije, jaz sem ful antitehničen človek, ampak to, ko sem videla, ko si začel ti tole delati, pa mi dal prej za poskusiti, je sila enostavno in preprosto. Zdaj, če greja najprej midva na tele knjige, torej zdaj se je to prevedalo v slovenščino, torej prav za slovenske uporabnike, da si lahko v slovenščini končno preberejo, ne? Prva varianta knjižice je bila majčkeno drugačna, je tako? Tako. V bistvu, če začnemo na začetku, se pravi, osnovna ideja oziroma potreba po drugi oddaji je bilo posredovanje odgovorov uporabnikom številnih zaporjev, različnih zaporjev, predvsem vprašanj o zaporih s fiksnimi frekvencami. To moramo ločiti zdaj, torej obstajajo različne frekvence. Tako, ker obstajajo zapori, ki imajo fiksne frekvence, to so frekvence, se pravi 8 Hz, 500 Hz, 2500, 32, 30 tisoč Hz. Vsi ti zapori pač delujejo po fiksni frekvenci. Zdaj, o sami, se pravi, vprašanja so sledila o ustreznosti, o učinkovitosti, o univerzalnosti teh frekvenc. Zdaj, mi o samih učinkovitosti in uporabnosti teh naprav ne moramo soditi, ker to ni naše poslanstvo. Lahko pa rečemo, da po naših spoznanjih in glede na raziskave medicinske ekipe, ki dela na projektu ETDFL v Berlinu, univerzalne frekvence, ki bi na vse parazite, viruse, bakterije, vse človeške organe funkcionirale enako, pač ni. Seveda pa je vsaka frekvenca za nekaj dobra in to raziskovanje prepuščamo uporabnikom. Imamo tudi različne frekvenčne liste, se pravi, različne po spletu najdemo več možnosti. Ena od frekvenčnih list je tudi frekvenčna lista dr. Hulde Clark. Tukaj moramo vedeti, da znanstvenica Hulda Clark je naredila ogromno na področju raziskav in uporabe frekvenc. Aparati, se pravi, te frekvenčne liste so zelo uporabne za naprave, ki so bile zanjo izdelane. In zdaj večina teh zaporov se imenuje SynchroZap ali pa VariZapr in podobno. Delujejo pa po principu 27-27-27-27, kar pomeni 7 minut aktivno, 20 minut pauze in tako 3-krat zapored. Tudi tukaj zdaj mi, se pravi, ne bomo sodili o uporabnosti, učinkovitosti naprav, vemo pa, da je uporaba, se pravi, izbor frekvenc pri teh aparatih proti našemu aparatu izjemno skromen. Pri tistih napravah se različne frekvence dokupujejo na različnih SD, SIM karticah in podobno. Naš aparat ima izbor frekvenc od 1 do milijon hercev neomejeno. Potem imamo druga lista, je CAFL lista, to je konsolidirana lista, sestavljena dolga leta iz različnih virov. Gre za to, da je ta lista se ne posodablja in je danes že kar malo zastarela. V bistvu ima za določena stanja zapisana tudi do 30 različnih frekvenc. In aparat, ki bi omogočal takšno terapijo, bi bil lahko zelo zapleten in tudi posledično precej drag. Pa tudi gre za to, da bi uporabnik predolgo časa moral uporabljati tako zadevo. No, zdaj naj povem seveda, da smo v pretekli oddaji že govorili o napravi Zapr Pro. Zdaj vabljeni seveda na YouTube kanal, kjer si lahko gledate oddajo za spoznavanje nekih osnov, ker zdaj Marko zdaj to že povedal, ene stvari, ki jaz kar gledam, jaz mi ne bilo zanč, ne? Tako da ampak sam mečkaj se pred oddajo spoznala. Zdaj pa me zanima, kaj pa je tale ETDFL zadeva, ne? No in tukaj pa zdaj, se pravi, da bi se mi odmaknili vse te rahle zmede na tržišču, smo mi poskušali odgovoriti na najboljši možni način in sicer s seznamom frekvenc ETDFL. Prevzeli smo ga v uporabo. Se pravi, ta frekvenčna tabela pa temelji na znanstveni osnovi. Na znanstveni osnovi. Izvor frekvence 12 klinik iz celega sveta. Same frekvence se urejajo v Berlinu. Vse frekvence pa se izbirajo, se pravi, na podlagi dejanskih pacientov, dejanskih bolnikov, na dejanskih terapijah. In tukaj je za vsako terapijo, za vsako diagnozo, za vsako bolezensko stanje, slabo počutje, virus, parazit je navedenih 10 najbolj natančnih frekvenc, se pravi frekvenc, ki so se izkazale za najbolj natančne in učinkovite. In se pravi, da bi pa mi
to listo ETDFL približali še bolj slovenskemu uporabniku, smo naredili tudi prevod v slovenski jezik. Lista je odprta, dostopna na spletu v vseh večjih svetovnih jezikih. Mi smo pa naredili, kot pravim, še prevod v slovenski jezik, zraven dodali tudi določene opise stanj in hkrati smo pa tudi vse enote, ki so bile do zdaj v kilohercih, pretvorili v herce. Se pravi, da ni potrebno več pretvarjati, ampak je lista direktno pripravljena za vnos v aparat Zapr Pro. Se pravi, samo še vpišemo. Razumem. Zdaj jaz sem si recimo zbrala eno stvar, ki meni osebno. Lahko mi da to malo demonstrirava. Lahko. Recimo jaz imam težave z nespečnostjo. Pa ne, da sama ne bi mogla, pač otrok me skozi zbuja in posledično sem čisto neprespana. Tukaj so zdaj neke številke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enih številke od 150 do 456 tisoč. Tako. Marko, kaj to pomeni? Tako kot smo rekli, te frekvence so zdaj že pretvorjene v herce, kar pomeni, da jih samo še vpišemo v aparat. Vzamemo tipkovnico. Kaj vse? Ali vse enoto tipkamo? Vseh 10. Vseh 10, Se pravi, aparat Zapr Pro ima na voljo v vsakem trenutku 10 programskih mest. Vsako programsko mesto je pa sestavljeno iz 10 frekvenc. To je teh 10 najbolj natančnih frekvenc za določeno stanje. Wow, pa še neplodnost je zraven, je zanimivo. A vi ste tukaj čist vse bolezni in razne simptome ter bolezenska stanja? Ta seznam ureja medicinska ekipa v Berlinu, ki dela na projektu ETDFL, frekvence pa, kot rečeno, iz 12 klinik iz celega sveta. Mi smo pa naredili prevod še v slovenščino in dodali opise določenih stanj. Super. Evo, zdaj bomo midva tole opisala noter. Takole bova izbrala recimo nek program. Takole in vpiševa zdaj teh 10 številk. Se pravi, Narekujem? lahko 150, 150, 900, 5580, 30 tisoč, 47 500, 360 tisoč, 360 590, 388 900, pa 434 nič in pa 456 110. 110. Zdaj se bo zgodil čudež. Tako. Neža bo zdaj No, tukaj A se lahko začne tako? Kakšni so kaj učinki, to me zanima. učinki so, bova videla. Pa ne? Tako. Koliko časa pa to traja? Torej sam program, ki se ga zdaj recimo zame naštimal. Tako. Kako je s temi programi? Program bo zdaj, se pravi, midva sta nastavila program, ste videla, da je to na hitro naštimaš, v bistvu 1, 2, je to 3, zelo ja. 1, 2, 3 nastavljeno. Ja. Vsak program traja pol ure, ker vsako od 10 frekvenc teče 3 minute. Aha, torej vseh 10 frekvenc se dejansko menja. Tako, 3 minute, tako, 3 minute, tako, 3 minute. tako. Wow, super. Evo. Ok, Se pravi, nadaljmo. tele nogavičke se zmočijo zaradi Torej boljše diodice prevodnosti. dve imamo, ne? Ti si mi Tako. zmočil, ker praviš, da je pol večji Še efekt. večja prevodnost, bolj se Večja čuti. prevodnost in bolj čutam. A me bo tukaj... Evo, aha, ok. Tako. Ja, verjamem, to ne bo res super proti nespečnosti, ker te prav tako malo. Ne, res je in zdaj super. imamo midva napisan, se pravi program številka 6, dala sva ga pač na 6. program, frekvenca 1, ki jo odšteva 3 minute. Se pravi, 3 minute bo frekvenca 150 Hz. Ok. Čez 3 minute bo zadeva preklopljena na naslednjo frekvenco, Ki je sva jo višja. vnesla, ki je Kako višja. so zdaj, kaj pa občutek recimo nižjih, višjih frekvenc, kako v bistvu ljudje to občutimo ob uporabi? Nižje frekvence se čuti, se pravi, do nekaj 1000 Hz se čuti. Nežno ščemenje, da nekdo misli, da zdaj klele mi takole dela. Nežno ščemenje, čisto prijetno, no moram reči. Višjih frekvenc, 20 tisoč, 30 tisoč in tako naprej, pa do 900 tisoč, milijona, kakorkoli, se pa ne čutijo več. Zato ima Zapr Pro vmesno kontrolno frekvenco med posameznimi frekvencami, zato da vemo, da smo še preklopljeni. Okay. Zdaj frekvence morda seveda gledalci še najbolje poznate v povezavi s paraziti in pa seveda z Zaprjem, doktor, kaj smo rekli, Clarkove, ne? Zdaj to je pa neka v bistvu izpopolnjena verzija, kakor si jaz razumem, ne? Ja, v bistvu tako, kot smo že prej rekli. Se pravi, Hulda Clark je imela, se pravi, Zaprje, izdelani Zapri za njeno frekvenčno listo, so vari Zapri, sinkro Zapri, dokupujejo se frekvence, delajo po protokolu 27, 27, 27, to smo prej povedali. Ta aparat pa dela, se pravi, da izberemo diagnozo, izberemo pač neko stanje, ki ga imamo, neke težave, kjer imamo, poiščemo po frekvenčni listi in vnesemo, tako kot sem v tem primeru vnesla nespečnost in potem delamo terapije. V bistvu, to, kar smo že večkrat poudarjali, naše poslanstvo je tukaj v bistvu posredovanje znanja zadnjih 100 let dela in raziskav s frekvencami, od Nikole Tesle, dr. Rajfa, dr. Lakovskega, dr. Beck, dr. Hulda Clark, v bistvu z nadgradnjo vseh dozdajšnjih aparatov.
Skupaj se pravi s to knjigo, prvič zdaj tudi v slovenščini, ETDFL, tako da v bistvu prenašamo znanje tega. Okay. Marko, 2 plošči si pa nesi sabo, neko zlato, neko zeleno, tukaj neki lučka svet, kaj pa to ščaru, kaj je to? Ja, Zapr Pro ima 2 izhoda, se pravi zadaj, se pravi in vi lahko istočasno uporabljate dvojne elektrode, se pravi ali ročke, ali skalarne plošče, ali pa nogavice. Skalarna plošča, tako. Okay. Zdaj, skalarna energija, to je stvar 19. stoletja. To je že škotski znanstvenik Maxwell odkril, Nikola Tesla je potem to dokazal, obstoj skalarnih valov. Skalarni valovi, če si predstavljamo, v bistvu gre za to, da v naših celicah so mitohondriji, to so v bistvu elektrarne naših celic. In S-ZAP, kot se tej skalarni plošči reče, ki uporablja to Teslino zavojnico, pomaga skalarnimi valovi polni te mitohondrije, skalarno energijo in na ta način našim celicam daje energijo za to, da odpravlja blokade, ker kot pa vemo, so pa blokade v telesu razlog za marsikatero bolezni in slaba počutja. Ok, to mi je zdaj jasno. Zdaj pa prej to neki utripal, to se v bistvu tudi menja ravno tako torej kot na telih ročkah, se zadeva odvija tudi na skalarnih ploščah. S-ZAP je v bistvu primeren za prostore, kjer so starejši ljudje, otroci, recimo, ki ne marajo recimo, ali pa ne morejo uporabljati klasičnih elektrod. In potem se pravi, ta radij delovanja tega območja je približno 3 metre. 3 metre je radija. Wow! In dela pa z isto frekvenco kot pa na ročkah, ker sta oba izhoda enaka. In prej, ko sem imela, mislim, da je pri predodajo, ko smo poskušali, sem imela 8 Hz, to je ta zemeljska frekvenca Schumannova in teh 8 Hz se vidi, ko utripa. Ko je višja frekvenca, naše oko več utripanja ne zaznava, zato zgleda, kot da lučka samo sveti. Okay. Zdaj, jaz recimo prejemam to terapijo, oklopljam vam zraven še skalarno ploščo. A zdaj to pol tudi nate vpliva, ker si v mojem radiju, a? Tudi. Če nam spal po noči, bi se češ ful bolj spal, pa veš kaj, da sem jaz kriva. Veš kaj me še zanima? Kaj pa, kakšni stranski učinki obstajajo? Ne vem, kako je s tem? Stranskih učinkov... Kaj, če si štimam jaz napačno frekvenco? Nič ne bo narobe, ker stranskih učinkov tukaj ni. Gre pa za to, če bomo mi prehitro, preveč protiparazitnih terapij uporabljali ali pa razstrupljanja, se bomo lahko malo slabše počutili, ker bo preveč strupov naenkrat prišlo v kri in to se mora ščistiti. Zato je treba tudi veliko piti in tako naprej. Zato je treba na začetku z maksimalno 1 do maksimalno 2 terapijama na dan začeti. Okay. Zdaj me zanima mogoče še, kaj vse v bistvu lahko povzroči neka okužba. Zdaj, kleno sem sledila tudi koronavirus. Jaz pač moram vprašati, da smo v teh časih, ker veš, da smo vsi se bojimo in trepetamo in jačamo svoj imunski sistem. Nam dejansko lahko ta naprava olajša simptome? Sveda, v bistvu znano je, da koronavirusi že dolgo obstajajo. Že v 60-ih, 70-ih letih so bili odkriti različni koronavirusi, tudi navaden prehlad povzroča ena od koron. Potem smo imeli SARS leta 2002, malo kasneje tudi MERS, zdaj imamo pač novega COVID-19, novi koronavirus. Absolutno, se pravi, imamo tudi frekvence, to je z letošnjo posodobitvijo ETDFL seznama iz Berlina. Torej, čist frišna zadeva dejansko. Se pravi, ta seznam, kot smo rekli, se posodablja vsako leto in v letošnji posodobitvi so vsi koronavirusi noter tudi našteti, se pravi, z vsemi frekvencami. In frekvence uničujejo viruse in dejansko tudi pomagajo, se pravi, pri lajšanju, pomagajo pri teh obolenjih različnih. Okay. Kaj pa v bistvu še kakšne druge terapije lahko zraven kombiniramo? Kako v bistvu se dopolnjuje recimo ta zadeva s kakšnim drugim zdravljenjem? Recimo rak. Evo, videla sem noter ogromen seznam torej vseh možnih bolezni povezanih z rakom. Lahko torej skupaj deluje to komplementarno? Ja, lahko deluje skupaj. V bistvu tukaj gre za to, da celica, ki je zdrava, mislim, da ima nekje 70 do 90 mV napetosti. Ne me za besedo držati. Menjava programa. Ko ta napetost pade, v bistvu in frekvenca pade, celica nekaj časa še zdrži, potem pa zboli in postane tudi rakava. In zdaj z zaprjem ali pa s frekvencami mi dovajamo pravilno frekvenco celici, da ji s tem pomagamo, da izboljšamo imunski sistem, da lažje premaga tiste stvari, ki jih mora premagati. Se pravi, pomagamo tudi imunskemu sistemu, ker telo ima itak veliko zmožnost samozdravljanja in včasih mu moramo samo mečkam pomagati. Mečkam pomagati, če se le da na naraven način. Tako. Kaj pa recimo
kako bi rekla, preventiva, ne? Lahko obstajajo frekvence, ki nam v bistvu samo nekako vzdržujejo to naše zdravje, v narekovajih, če se dobro počutimo, pa da nimamo nekih simptomov. Tako, v bistvu določeni ljudje želijo samo poiščejo, ne vem, bi se radi razstropili, imajo recimo zamaščena jetra, pa delajo proti temu, da si na ta način pomagajo. Veliko je tudi od prehrane odvisno potem. In vse možne variante so, se pravi, tudi preventivno ali pa kurativno. Sem videla celo, da lahko gre pri pomanjkanju vitaminov, da lahko frekvence pomagajo. Ja, ampak to pomeni v bistvu, da pomaga telesu, da lažje iz hrane potegne tiste vitamine, ki jih rabi. Torej absorpcija je v bistvu dejansko pa boljša, ne? Izboljšuje absorpcijo vitaminov. Tako. Odlično. Zanima me še, kako v bistvu, koliko časa traja program? Ne vem, zdaj imam jaz nek simptom, recimo glavobole imam zadnji mesec. Začnem torej uporabljati Zaparja in zdaj me pa zanima, po koliko času pa bodo neki učinki in ne moram jaz to vsak dan uporabljati? Kakšen je v bistvu protokol? Izkušnje kažejo, da je se pravi pri bolečinah in pri takih stvarih zadeva kar dosti hitro pomaga. Problem se pravi so kakšni paraziti, tukaj moramo pa terapije delati tudi kakšen mesec, vsak dan. Se pravi vsakodnevno delamo terapije, potem čez kakšen mesec naredimo pa kakšen teden pauze. Pri razstrupljanju tudi treba, ne vem, 2-3 dni. Delati moramo po občutku, se pravi poslušati treba svoj telo in delati na tak način, da pomagamo sebi, da začutimo. Poslušati je treba svoje telo. No, zdaj recimo meni telo rekli, da bi jaz rada to imela doma. Zdaj pa zanima, kako lahko jaz prijem do tega? Obstaja torej samo možnost nakupa, je tudi kakšen najem, kako imate to urejeno? Kot si rekla, pač možnost je nakupa, možnost je tudi obročnega plačila s različnimi karticami, recimo zdaj sem tudi do 36 obrokov, potem je možnost najema, se pravi za 4, 6 ali 8 tednov. Da v bistvu poskušaš najprej zadevo, recimo, ne? Potem po najemu pa lahko zadevo vrneš, podaljšaš najem, lahko pa odkupiš, s tem, da se potem ta strošek, ki ga je stranka že plačala, odšteje od nakupne cene. Wow, to je pa ful lepo. No evo, pametna ideja. Zanima me, a je še kaj takega, kar nisva povedala, pa bi Marko ti danes rad poudaril. Tele nogavice nisva pokazala, ne? Ja. Kaj je fora nogavic? Te pa ne smeš močati, si rekel, ne? Ne, to je z namenom, se reče suhi set. Se pravi, suhi set, tako kot smo rekli, aparat ima 2 izhoda in mi istočasno lahko uporabljamo dvoje različnih elektrod. Se pravi, ali bakrene ročke, pa nogavice, se pravi na rokah in na nogah hkrati. Lahko imamo tudi rokavice, lahko imamo pri bolečinah v kolenu, recimo uporabljamo na kolenčnike, potem imamo zapestnice, zraven je pač kabel in se priklopi. In v bistvu je občutek enak, kot zdaj, ko jaz držim ročke, tako da je te malo na vsake, torej, ker se menjajo programi. Na suhem setu se manj čuti. Ampak je pa prevodnost po celi površini, ker tukaj noter so srebrne nitke, ki prenašajo frekvence po celi rokavici, celi nogavici, celem nakolenčniku. Zdaj, če nas boli eno koleno, predvidevam seveda, da damo gor oba nakolenčnika, ne? Lahko damo oba nakolenčnika gor, lahko damo enega gor, enega dol, lahko damo eno nogavico gor, pa en nakolenčnik. Važno je, da sta 2 elektrodi, da pride elektrika okrog. Kaj pa to leva, desna stran, kako je s tem? So tukaj kakšna tudi pravila? Zdaj, ko ti imaš zdaj v rokah samo ročke, tukaj ni pomembno rdeča, črna, na kateri zadevi je. Če bi pa ti imela zdaj še nogavice gor, bi bilo pa pomembno, da imaš na eni strani telesa eno barvo, na drugi strani pa drugo. Tako gre, na to se nekaj, kaj pa če zamenjaš po nesreči, se lahko zgodi hudega? Ali pač ne dela? Dela lihtko, samo ni dobro. Boljše je imeti eno stran. Ena desna stran, ena barva, leva stran, druga barva. To je zapisano tudi v navodilih. Navodila so zraven, predvidevam. Navodila so zraven v slovenščini, ker gre za slovenski proizvod. Bravo. Se pravi, ta knjiga, frekvenčna, je na priloženem USB ključu, kjer so tudi navodila gor. Dobi se pa tudi brezplačno na naši spletni strani. V glavnem, čist vse, samo da lahko pržgeš in začneš čim prej uporabljati. To je to. Marko, hvala lepa za obisk. Tako, frekvence so res fascinantne. Jaz sem jih letos torej dodobra spoznala prek zvočne terapije in res vibracije lahko popolnoma spremenijo celično strukturo. Obstajajo rušilni zvoki, ki motijo naše celice, obstajajo pa tudi frekvence, ki dejansko popravljajo celice. Zdaj, če smo pa še mečkan mistični, vam pa zaupam frekvence za povezovanje z univerzumom. Pri uresničevanju želja je taka posebna podporna frekvenca 963 Hz. Predvajajte si jo na YouTube, tam najdete polno tega, sicer pa ne pozabite na YouTube poklikati tudi naših preteklih oddaj, pa vibrirajte na 2 frekvencah. Hvala, Marko. Hvala vam.